Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Spoštovani bratje in sestre, dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. Danes obhajamo nedeljo Božje besede. To obhajanje se nam zdi skoraj logično v času, ko so naše misli še tesneje povezane z božično skrivnostjo, da je beseda meso postala in med nami prebivala. Med nami prebiva prav v Svetem pismu in v Božji besedi, ki nam je oznanjena. Čeprav je to za kristjane neizmeren dar, pa se zdi, da mnogi ljudje pozabljajo na to Božje darilo. Zato Cerkev vsako leto še posebej poudari pomen Božje besede in Svetega pisma tako, da temu namenimo nedeljo v januarju. Božja beseda hoče biti živa, hoče živeti z nami, hoče z nami trpeti in se veseliti. Kaj je pravzaprav delo Božje besede, ker želi bivati, nam v celoti sporoči Jezusova preprosta trditev, s katero začenja svoje poslanstvo. Spreobrnite se, približalo se je namreč nebeško kraljestvo. Kaj to pomeni? Spreobrnjenje razumemo običajno kot obrat od strašno hudobnih del k čudovito dobrim, od zablode k poštenju. Pa je Jezus res mislil samo na to? Evangeljski odlomek sam nam pojasnjuje, kaj Jezus hotel sporočiti. Sporočilo namreč takoj udejanji. Ko sreča ribiča Simona in Andreja, jima reče: hodita za menoj. To je prvi in najbolj jasen klic k spreobrnenju. Kako preprosto in vsakdanje, nič pretresljivega. Jezus hoče z besedo spreobrnite se povabiti k pravim dejanjem v vsakem trenutku. Simon in Andrej nista delala nič slabega, lovila sta ribe. Do tistega trenutka je bilo to prav. A Božja beseda, ki vstopi v njuno življenje, ju v tistem trenutku povabi drugam. Ko ju Jezus sreča, ju povabi, naj pustita mreže, ker jima je Bog pripravil drugačno delo. Vidi globlje, kot vidita ona dva sama sebe. Povabi ju na pot rasti, da se uresničita, da iz sebe izklešeta tisto podobo, ki jima jo pripravil Bog Oče. Spreobrnenje, h kateremu nas vsak trenutek vabi Božja beseda, želi, da smo živi, da vidimo, kaj od nas pričakuje Bog v naslednjem trenutku. Spreobrnenje je Jezusovo temeljno sporočilo. Ko obhajamo nedeljo Svetega pisma, je morda najpomembnejše, da se resnično ustavimo ob tej preprosti besedi in se zamislimo. Spreobračanje je proces, ki ga v nas ustvarja srečanje z živim Bogom, z Bogom besede in Božjega kruha, odnosov in zakramentov. Spreobračanje je odziv na neprestano Božje klicanje, naj hodimo za njim. Če sta Simon in Andrej metala mreže v morje, torej to ne pomeni, da je bilo to do takrat slabo. Do tistega trenutka, ko sta bila tam, je morda Bog pričakoval od njiju prav to. Ko pa ju srečal Jezus, je bil njun ribolov že preteklost. Tega nista več potrebovala. To ni bila več njuna življenjska naloga. Bog v vsakdanjem trenutku kaže, pri čem naj vztrajamo in kaj naj spremenimo. Bog nas vabi na pot, zato vsakemu od nas govori: hodi za menoj. Spreobračanje je pot, je hoja z Jezusom, je iskanje prave drže v vsakem trenutku. Življenje z Božjo besedo je živo življenje, ni mrtvilo, ni bivanje v hotelu, kot je rekel papež Frančišek, ni čakanje, je ustvarjanje, je živost. Čeprav je vsakdanje, pa vabi tudi k tveganju. Pri tem se nam rado zalomi, pogosto zamujamo. Radi imamo gotovost, radi vemo, kaj nas čaka.
zato se oklepamo starega. Pri tem pogosto preslišimo Božji klic. Bojimo se tudi, da bi se umazali. Tam, kjer smo, tisto, kar delamo, poznamo in je varno. Strah nas je srečati z nečim novim. Mogoče se bomo zmotili, spotaknili, se umazali. Drugi del Jezusovega evangeljskega sporočila je: približalo se je nebeško kraljestvo. Tudi ta del Jezus že takoj udejani, ko pravi učencema, naj pustite mreže in naj greste lovit ljudi. Božje kraljestvo je kraljestvo odnosov v ljubezni. Približalo se je, ker nas Jezus sam uči ljubezni, ker je on ljubezen sama. Božja beseda nas neprestano vabi v resnične, polne odnose. Božja beseda želi bivati med nami, želi hoditi z nami, vabi nas, naj prisluhnemo, jo slišimo, ko nas vsak trenutek vabi, naj se spreobrnemo. Vsak hip nam govori: nebeško kraljestvo je že tu. Naj bo res tu, med nami po ljubezni, po zavesti, da je Bog z nami, da smo poklicani, da ustvarjamo lepši, bolj božji svet. Poklic 4 apostolov v današnjem evangeliju nas spomni tudi na poklicanost apostolov za današnji čas. Poklicanost oznevalcev Božje besede. Apostole je poklical, da bi bili z njim, da bi ga poslušali, gledali in se oživili v njegov način življenja. Po vstajenju pa jih je poslal po vsem svetu, da bi oznanili evangelij vsem ljudem. Ob teh besedah klicanja se tudi mi obračamo na Gospoda žetve, da bi tudi danes poklical dovolj apostolov za oznanjevanje Božje besede. Potrebni so oznanjevalci, saj pravi apostol Pavel, in res. Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Toda kako naj ga kličejo, če niso verovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso bili poklicani? Kakor je pisano, kako lepe so noge tistih, ki prinašajo veselo oznanilo o dobrih rečeh. Na poti spreobrnenja in v molitvi za nove duhovne poklice, za oznanjevance Božje besede, naj vas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.